Sprehod po Ljubljani. V takšnem stanju je bil objekt dobra 4 leta nazaj, ko je po sklepu mestnega sveta Mestne občine Ljubljana njen lastnik postal javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Od sredine letošnjega avgusta pa je slika popolnoma drugačna. Na Vodnikovi ulici v Šiški stoji sodobna stavba, ki je zgrajena po najsodobnejših standardih in opremljena tako, da omogoča bivanje 12 odraslim varovancem z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga. Pot do danes zgrajene in sodobno opremljene stavbe pa še zdaleč ni bila enostavna. Ta projekt je imel več faz. Kot prva faza je bila preverba, sploh če je projekt sposoben v funkcionalnem smislu zadostiti potrebam, ljudem s posebnimi potrebami. V bistvu naredili smo analizo, za koliko oseb pač je objekt sposoben, da bivajo v njem. To je prvi problem in te idejne skice, idejne snove so bile prvo vodilo. Bilo je več korektur s strani Ministrstva za socialo in pa iz Centra Dolfke Boštjančič. V naslednji fazi, ko so bile te stvari potrjene, so se začeli odvijati idejni projekti in takrat smo naleteli seveda tudi na objekt, ki je bil pretežno star, iz leta 1860 leta. Ugotovili smo, da je tehnično podhranjen, izčrpan, naredili smo določene uradne analize, da smo prišli sploh do neke točke, kakšen tehničen poseg bi bil potreben, da zadostimo, da je objekt potem namenjen varni funkciji tega. Kar je bilo izhodišče za nadaljevanje projekta rekonstrukcije in prenove stavbe na Vodnikovi 5 v Ljubljani. Stanovanjski sklad je bil tukaj naročnik in pa sodelovalec v vseh teh fazah. Projekt je bil, po zahtevnosti težji od ostalih projektov, ker je to le sanacija, adaptacija, še potem v izvedbi smo naleteli na ogromno stvari, na katere nismo mogli misliti v prejšnjih fazah, tako da smo sukcesivno reševali te tehnične probleme iz dela v delo, tako. Stara neugledna podrtija in oba pomožna gospodarska objekta sta namreč bila zelo dotrajena in v izredno slabem stanju. Mislim, da je bilo veliko teh problemov med fazami gradnje, iskanje tehničnih rešitev, ne samo z naše arhitekturne strani, ampak pretežno tudi s strani statikov. In logično, ko smo to zaključili, smo izredno zadovoljni. Saj je vsem, ki smo sodelovali pri izvedbi gradnje ter prenovi in opremljanju nove stavbe, uspelo delo odlično opraviti, je še dodal Koritnik. Stavba je prilagojena za življenje in bivanje odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Prostori so tako ustrezno razporejeni in primernih dimenzij. Ob stopnišču je vgrajeno dvigalo, v sanitarnih prostorih je prilagojena oprema, okna v bivalnih prostorih imajo varnostno zasteklitev. Direktorica Centra Dolfke Boštjančič Valerija Bužan je v nagovoru poudarila, da je nova stavba v Ljubljani dokaz, da v glavnem mestu Slovenije o podpori vseh deležnikov v projektu, tudi države, razumejo, da morajo biti odgovorni za svoje občane, še posebej tiste iz ranljivih skupin, ki potrebujejo podporo. Že 10 let nazaj je Ljubljana pokazala, da želi svoje občane sprejeti med sebe, tako da imamo hišo na Herši. Za ljudi, ki imajo poškodbo glave, imamo tudi stanovanje na Slomškovi. To pa je zdaj tretja hiša, ki nam jo Ljubljana daje v najem. Skupaj smo strnili vsa znanja oblikovanja, ki so potrebna za to, da so okolja, ki jih gradimo na novo, univerzalna. Lahko jih uporabljajo tako tisti, ki nimajo ovir, kot tisti, ki jih imajo.
in to je za nas res poseben dogodek. Ampak ravno ta hiša dokazuje eno drugo misel, da je vse v ljudeh in če gledamo tu, da smo vsi javni sektor, tako gospa dr. Valerija Božan, izvrstna direktorica Drage, tako naš Sašo Rink, izvrstni direktor Stanovanjskega sklada, kot tudi Ministrstvo za socialo in pa mestna občina, smo dojeli, da smo javni sektor, ki smo dolžni, ki smo servis vseh naših meščank, meščanov. In tu smo pokazali, že s to stavbo, ki lahko poslikate, pogledate, ta stavba je lahko vsaka privatna zadeva, v privatnih rokah, kajti nikomor ne more biti neroden, da smo delali neke slabše materijale. Materijali so vrhunski, arhitekt je bil vrhunski, izvajalec vrhunski, tako da že s tem kažemo, da sprejemamo vse različnosti. Še enkrat, filozofija moja zelo jasna, živeti skupaj in spoštovati vse različnosti. In zato smo, zaradi naših meščank, meščanov, smo v najlepšem mestu na svetu. Varovanci centra Dolke Boštjančič so pripravili prisrčen kulturni program, ki obiskovalcev ni pustil ravnodušne. Simbolni prerez trku pa so opravili vsi ključni deležniki v projektu. Direktorica Božanova nam pojasni, da v celotnem procesu oskrbe hendikepiranih ljudi za zavod nova enota pomeni veliko pridobitev. Ta hiša pomeni to, da je Ljubljana res odprta za vse. Predstavljati si starše, ki so starejši, kakšna skrb je, kadar zboliš, kadar si starejši, kje bo moj otrok, ki bo potreboval podporo. Mi želimo staršem dokazati, da bo njihov otrok imel enako obravnavo tudi takrat, ko njih več ne bo. In take akcije in take aktivnosti, kot je odprtje te hiše, nam to kaže. Vsekakor pomeni en korak več k dejstvu, da je Ljubljana mesto, ki sprejema različnost, ki živi različnost in ki podpira take pozitivne pobude, kot so nevladne organizacije, ki skrbijo za osebe z različnimi oviranostmi. Na Molu, kljub številnim preprekam in težavam, s katerimi so se soočali v fazi gradnje, nikoli niso pomislili, da bi od projekta odstopili. Vsekakor je kar nekaj težav, spremljajo samo gradnjo, kar se tiče pa same odločitve o tem, da prenovimo objekt in ga namenimo za potrebe CUDV Draga, pa vsekakor ni bilo nobene dileme. Drage dame, lahko še malo v senco? Zaradi nekorektnega odnosa prvotno izbranega izvajalca gradbenih del so konec leta 2016 sodelovanje z njim prekinili. Kot poudarja direktor javnega stanovanjskega sklada Mola Sašo Rink, so imeli srečo, da so na podlagi javnega razpisa za zaključek del izbrali belokranjsko podjetje TGH iz Črnomlja. Projekt so dokončali z odliko. Objekt je zahtevan glede stanja, kakšne smo ga najdli takrat. To je objekt čez 160 let star. Potrebno je bilo narediti statično sanacijo objekta, temelje, sten, plošče. Posebej je bil problem ta šišenski hrib. Potrebno je bilo uporni zid, kompletni območju. Pilotirali smo, sidrali smo in na koncu dejansko je to, ki vidite danes. Sama zahtevnost je narekovala, da so gradbena dela potekala v več fazah. Izvajalska dela so trajala skoraj leto pa pol. Res, da je bilo v fazah in zadnjo fazo, zadnje gradbeno dovoljenje smo dobili 17. maja to leto za zadnji manjši pomožni objekt in je bilo 27. julija dejansko vse končano. Posebno pozornost so namenili opremljanju prostorov, saj gre za varovance s posebnimi potrebami. V tem segmentu je pomembno vlogo odigrala država. To ključna vloga ministrstva, tukaj naš vložek je bila celotna oprema te hiše.
še posebej tisti, ki se spomnimo, kakšna hišica res podrtija, pravzaprav je to bila, preden so se ta dela začela, kako so se tudi okoliški stanovalci in vsi pač spraševali, a se bo to že podrlo ali kaj bo s tem, ne, ker je bilo moteče za okolje, zdaj pa dobi taka hiša res en popolnoma nov smisel in s tem to je dokaz tega, kako v bistvu postaviš v mesto med okoliško prebivalstvo eno hišo, ki zaživi in kjer je pač bogatstvo to za vse. In dokaz obenem, da kjer združijo moči za pravi cilj, to je pomagati pomoči potrebnim, so na videz še tako nerešljive reči, znanjem in voljo uresničljive. Sama gradbena dela so znašala 750 tisoč evrov, kar je okrog 1600 evrov na kvadratni meter stanovanjske površine, ki jo je v tem objektu okrog 440 kvadratov. Dejstvo je, da je bila stanovanjska stavba, ki smo jo prenavljali, relativno slabem stanju. Tekom gradnje se je pokazalo, da je statično še bistveno bolj ogrožena, kar je zahtevalo še dodatne ojačitve. Prav tako je sama brežina in podporni zid bil potreben sanacije in tudi pomožni objekt, ki je lociran na zgornjem delu. Vsaka zgodba ima nek začetek. Za stavbo na Vodnikovi v Ljubljani se je začela v letu 2014 in se čez dobra 4 leta uspešno zaključila. Je potrditev, da ljudje, ki imajo drugačne potrebe, potrjujejo našo pozornost in nanje nikakor ne smemo pozabiti. Sprehod po Ljubljani. Skrb za najmlajše je ena od prednostnih nalog vsake družbe, sploh ko govorimo o otrocih, ki so šele prišli na svet. V Sloveniji se vsako leto prezgodaj rodi 1400 otrok, kar je 7% vseh novorojenčkov. V porodnišnicah zato poleg visoko usposobljenega kadra, ki skrbi za ta najbolj krhka življenja, potrebujejo tudi sodobne aparate. V ljubljanski porodnišnici so bili zato izjemno veseli donacije novomeške Krke, ki jim je podarila inkubator za nedonošenčke. Najsodobnejši inkubator so strokovnjaki razvijali več kot desetletje in je v Evropi na voljo šele od lani. Prednost je v tem, da res natančno ne samo vzdržuje, ampak tudi nadzoruje telesno temperaturo nedonošenčka na 10 stopinje natančno. In to ne samo za nastavitvijo notranje temperature, ampak preko posebnega tipala, ki ga namestimo na otrokovo kožo, inkubator sam prilagaja gretje potrebam otroka. Na drugi strani omogoča na varen način zelo visoko vlažnost okolja, da ne izgubijo preveč tekočine, življenjske tekočine preko kože in na ta način tudi, da greje stene in se ne kondenzira tekočina na stenah, kar prepreči potem zadrževanje vode in s tem okužbo s kakšnimi mikrobi. Predstavlja najboljši približek maternice, ki omogoča tiho in temno okolje in opozarja na vse morebitne motnje. Daje tudi možnost, ki je zaenkrat še nismo izkoristili, pa jo bomo v kratkem, da otroku predvajamo zvoke, ki so mu prijetni ali pa jih pozna. Predvsem se pravi, kako bitje maminega srca, ki ga je slišal v maternici, morda tudi njeno petje, kako mu bere pravljice. Inkubator je porodnišnici Ljubljana v uporabo simbolično predala Krkina sodelavka, skupaj s hčerko, ki je s pomočjo strokovne pomoči in sodobne tehnologije pred 6 leti v inkubatorju uspešno prebrodila obdobje po prezgodnjem rojstvu. Moja porodna izkušnja je bila malo drugačna, zaradi tega, ker se je Sara rodila z 32 tedni, se pravi 8 tednov prezgodaj, in ob rojstvu je imela dobro kilo, 1040 gramov in 38 centimetrov. Sara je za svojo rast in uspešen razvoj potrebovala v inkubator en mesec, tako da se dobro zavedam pomena inkubatorja. In zelo sem ponosna in hvaležna svojemu podjetju in vodstvu, da se je odločilo za to dejanje, donacijo inkubatorja. Prav 1. septembra pa je Sara prvič sedla v šolsko klop. Vrednost donacije je dobrih 40 000 evrov. V Krki se zavedamo, da si uspešen šele takrat, ko dejansko lahko pomagaš drugim. In današnji dan so
je naš korak zastal zaradi pomoči najmlajšim, včasih komaj eno dlan velikim nedonošenčkom. Vemo, da tehnologija napreduje, da razvijajo številne aparature, hkrati pa strokovno usposobljeno osebje zdravstvenih ustanov poskrbi, da lahko preživijo tudi ti naši mali dojenčki. In zato ni bilo niti sence dvoma o tem, komu prispevati sredstva. Ob sedanjem stanju v slovenskem zdravstvu so takšne donacije izredno dobrodošle. In so donacije v zadnjih letih postale zelo pomemben vir za obnovo in pa nakup drage medicinske opreme. Sploh v porodnišnici in pa na ginekološki kliniki imamo v letošnjem letu kar nekaj donacij, predvsem v obliki inkubatorjev in pa tiste nujno potrebne drage medicinske opreme, na kar smo seveda zelo ponosni in pa veseli, da se širša javnost odziva na naš apel in pa na pomoč pri dejavnosti, ki jo opravljamo. V ljubljanski porodnišnici imajo 18 inkubatorjev, pri čemer jih je 15 starejših od 10 let. Nekateri so tudi že v 30. letu. Na drugi strani pa ne samo, da jih je premalo, ampak kot rečeno so prestari. Kar pomeni, da bi za varno delovanje v naslednjih 5 letih potrebovali vsaj 10 inkubatorjev. Za nedonošenega otroka štejemo vsakega dojenčka, ki se rodi več kot 3 tedne prezgodaj. Najmanjša deklica, ki je zdaj že odraščajoča mlada dama, je ob rojstvu tehtala 370 gramov in je bila rojena 16 tednov prezgodaj. To je res tista meja, ko tukaj bolj lahko govorimo, da je velika sreča, da je otroček ne samo, da je preživel, ampak da je deklica brez težav. Sicer pa v Sloveniji to ni, da bi rekla, dogovorjeno zakonsko, vemo pa, da če je otroček rojen manj kot 14 tednov prezgodaj, se pravi po 26 tednih nosečnosti, potem je verjetnost, da bo preživel brez posledic 90% in tudi več. Poleg sodobne tehnologije pa je vselej nepogrešljivo strokovno podkovano osebje v porodnišnicah. Gre za izkušnje, gre za znanje. Pri nas delajo medicinske sestre, ki so samostojne po diplomi in po vsaj letu dni dela pod nadzorom mentorice na tem oddelku. In seveda to ni samo poklic, to je poslanstvo. To se pravi, moraš imeti to delo rad, da zmoreš žrtvovati tudi vsaj 3 konce tedna na mesec, pa vsaj polovico praznikov in kratek letni dopust. Slavnostni dogodek so z glasbenimi nastopi pospremili učenci glasbenega ateljeja Tartini. Sprehod po Ljubljani. Dan. Dobar dan želim. Kaj pa želite, prosim? En korenček, prosim. En korenček. Izvolite. Zdaj pa še en česnček. Ja. Tega. Pa en krompir. Pa eno vejico peteršilja, prosim. Pa. Ja. Pa. Kaj pa za vas? Izvolite. Pri nakupu od prodajalca zahtevaj biorazgradljivo vrečko ali prinesi svojo za večkratno uporabo. Plastične vrečke s svojo večnostjo povzročajo velike težave okolju in ljudem. Imamo le en planet, zato poskrbimo, da bo prihodnost lepa, svetla in čista.